Na Areni Petrol je potekal dvoboj dveh moštev, ki sta v zadnjem času v zelo dobri formi. Celjani že kar 10 tekem ne poznajo poraza, Domžalčani pa še vedno brez prejetega gola na prvem mestu lestvice. Prva akcija, podaja Janže, na pravem mestu Parker, ki je streljal z glavo, a točno v naročje domačega vratarja. V 10. minuti pa je meril Ahmedi, na pravem mestu Vidmar, ki se je tokrat dobro postavil in gola ni bilo. 13. minuta in prvi gol v mreži Domžal v letošnji sezoni. Lepo se je obrnil Oršič po podaji Vrhovca, je bil sam pred vrati in s tem nenatančnim strelom zadel za 1:0. Še ena akcija Celja, nogometaši Domžal so žogo imeli v svoji posesti, brez prekrška nad Kenanom Horićem kljub protestu gostov, na koncu pa še napad Celja. Do žoge je prišel Oršič, našel Sanija, ki je povišal prednost Celja na 2:0. Veselje v Celju na Areni Petrol, nekaj sreče za Sanija, ki je premagal Vidmarja še drugič na tekmi. Še en dober strel Miškića v daleč, brez težav za Vidmarja. Predzadnja akcija prvega polčasa, Klemenčič je našel Verbiča, ki je streljal, zatresel pa je zgolj prečko. Ostalo je pri 2 golih prednosti. Ob koncu prvega polčasa še najnevarnejši strel Domžal v prvem delu. Visoko prek vrat je meril Benjamin Morel. Drugi polčas pa je odprl Verbič, s tem strelom daleč, nekoliko mimo gola. Še ena lepa kombinacija Verbiča, ki je našel Sanija, odlična obramba Vidmarja, potem pa tudi prepovedan položaj Miškića. Predložek Ahmedija pred vrata in skoraj je bil to avtogol, rešil je Horić. Po kotu gostov pa najvišji korun in odlična obramba Matica Kotnika. Izgubljena žoga Horića in tole prerivanje je glavni sodnik ocenil za 11-metrovko. Damir Skomina je pokazal na belo točko. Po mnenju Skomine torej prekršek za 11-metrovko. K žogi je stopil Valon Ahmedi in takole s panenko poskušal, ampak zgrešil priložnost in ostalo je pri 2 golih prednosti Celja. Do konca še tale izjemna akcija Verbiča in odlična obramba Vidmarja. Nato pa še ena izjemna priložnost za Domžale. Rudi Ivanca Špožek je streljal visoko čez gol po izjemno lepi gostujoči kombinaciji. Še ena velika priložnost Sanija, ki je meril zgolj previsoko, potem pa rumeni karton za Kovsa. Zaradi ugovarjanja tudi Skubic je ugovarjal in prejel direktni rdeči karton. Domžalčani so tekmo končali samo z 10 nogometaši in s porazom prvim v letošnji sezoni na koncu Celje Domžale 2:0. Ja, občutki so sigurno fantastični, če jih prenesem ven iz garderobe. Jaz bi čestitil svojim fantom, da so odigrali tekmo na tak način. Mislim, da smo bili v vseh elementih igre veliko boljši nasprotnik. Si priigrali spet mnogo priložnosti, v pravih trenutkih zadeli in mislim, da tekmo čisto kontrolirano pripeljali do konca. Mučno, ampak mislim, da nič ni narobe, da se je to zgodilo. Enkrat se je moralo, takšna tekma, kot se je danes za nas odvila, ni v skladu s tem, kar smo prej delali in seveda smo zato bili kaznovani, morda v nekih momentih še premalo, ampak vseeno ne spremeni to, kar smo do sedaj naredili in to, kar bomo v prihodnosti delali. Moment je pa nekako poučen in mislim, da smo sposobni iz take tekme nekako povleči zaključke, ko ne delamo stvari dobro, ko sprejemamo nek ogromen rizik v conah, kjer se to ne dela, kjer se v neke individualne akcije spuščamo, potem ne obstajamo na igrišču in danes nismo obstajali. Sicer odnos je bil dober do konca, ampak ne spremeni dejstva, da kot ekipa danes nismo bili na ravni, ki smo si jo nekako postavili s tem prvim mestom, ampak se pravi, nič ni narobe in nobena tragedija ni, da smo danes to doživeli.